Koga, kje naj pa zate tako najbolj tako med romantičnimi pesmimi, da bi rekel, da bi izbral, da bi to zavrtel ob neki večerji, kaj se ti zdi najbolj, da bi prijalo, no, tako? Ob romantični večerji, zbrala si ti pravga, ker tukaj dost ne vem, jaz bi dal kar divlje jagode, kap po kap, to je to, pa ne glede na to, kje je priložnost je. Tudi to v redu, lej. A drugače obeležuješ, kaj to obeležuje, tak ne? Jaz imam več manj te datume, se mi zdi, kar vse delo. Tako so vse več manj delam. So kakšni nastopi, so kakšne predstave, zato da tek so romantični, pridejo gledati nekam, da pelejo nekoga. To je to. Ja, kakšno rose prenesem svoji ženi, pa pelem jo mogoče na kakšno večerjo, ja, ga obeležujeva. Čeprav sem večji fan 8. marca, ta Valentinovo je malo novejši praznik, pa ga niti nisem do zdaj toliko, ampak se ga udeležujeva, ja. Ma bolj ne kot ja. Mi da se trudiva, da si redno jemljeva med tednom, če drugo ne minute, drug za drugega, drugače pa tako kot sem rekla, en dan na teden, en vikend na mesec in en teden na leto. Jaz upam, da bom lahko predstavil svojo prvo pesem na Valentinovo. Tukaj nekaj v planu, no, če bo vse tako, kako mora biti. Drugač pa itak, pač pesmi me spremljajo, ali je Valentinovo ali ne. Tako da nimam neke razlike, ali je Valentinovo ali ni. Ja, absolutno. Predvsem na koncu sladica, ne. To je tisto po moje, kar zmaga. Sam osebno nisem neki zelo sladek, ampak predvsem se mi zdi pomembno, da si naredimo nekaj lepega. Zdaj je to s kulinariko ali ne, ali je s steklenico vina ali ne. Lahko je tudi samo en sprehod in je to. Samo da je iskreno. Praznik kot praznik. Predvsem sem pa najbolj vesela, ker imam to srečo, da sem na odru, da ustvarjam glasbo in da lahko tudi seveda besedila nekaj lepega pomenijo, ne, mogoče za kakšne pare, ki prihajajo na moje koncerte, tako da sem zelo vesela, da tudi letos pripravljamo tradicionalne Valentinove koncerte, da se selimo v Stožicah v dvorano Tabor v Mariboru prav za Valentinovo in se zelo veselim. Ti veš kaj, če se imaš rad Valentinova vsak dan, tako da tele komercialni prazniki so super za koncerte delati, pa kaj zaslužiti, ampak jaz mislim, da so najlepše tiste spontana darilca v spontanih momentih, ko ti človek nekako, ko te človek presenet, ne da je to dan, ko pričakuješ nekaj. Tako da jaz mislim, da je vsak dan prilika, da si kaj lepega pokloniš, če tudi kako lepo pisemca gesto ali pa karkoli. Danes si v bistvu ti že poklonila in vsem nam, ker imaš mašnico, ne, tako da... Valjda, jaz sem darilček, glej, moj outfit bi lahko pisala za ribič me je ujel, ker to je mreža. S pentelcem na glavo se me pa da pač malo kasneje odvezati. Bom poslala fashion polisu, če boš spet kje, da boš že imela, veš, da